Torej, dajmo še enega zrolati. Predavanje. O Kantovi teoriji etike in o tem, kar v sodobnem svetu ljudi izpraznjuje, čeprav bi kdo rad verjel, da ga napolnjuje. Hedonizem namreč. O hedonizmu in o Kantovi teoriji etike izhajal bom iz enih izjemnih zapiskov, kar je poglavje zase, to je za kakšno drugo predavanje, izjemnih zapiskov, ki so jih delali Kantovi študenti. To so neverjetni zapiski, ki so bili takrat poglavje zase. In nekaj, kar pravim, bi bilo dobro izhodišče danes za razmišljanje po eni strani o sami kvaliteti predavanj, ki jih imajo profesorji, in na drugi strani o kvaliteti zapiskov, ki jih delajo njihovi študenti. To je res zanimivo videti. Kakšni izjemni zapiski mladih ljudi, starih tam okrog, to so stari pa študenti, 20 let. Izjemno. Torej, gre za šolsko leto 1784-85 in opiram se na zapiske študentov, ki so hodili na Kantova predavanja o etiki in morali. Drugi vir je Spinozova etika. Razumej samo etika, tudi druga dela, ampak zlasti etika. Za konec pa izvrsten koncept, ki ga je razvijal Althusser. O tem konceptu redki kaj vedo in je zato toliko bolj dragocen. In seveda je ob tem tudi smiselno zastaviti si vprašanje, zakaj redki o tem konceptu tako malo vedo. O tem konceptu malo vedo celo sociologi, ki bi morali to vedeti. Pa filozofi tudi. Vsi drugi pa vprašanje, če se sploh kdaj prebijajo do, naprimer, Althusserjevih besedil, kar je škoda, to je gotovo, da je. No, čisto na začetku pa uvodna pripomba. A veste, zakaj je znanost tako vredna in koristna in dobra? Zato, ker je konzervativna. Znanost je konzervativna, kar pomeni, da ko znanstveniki, ki v resnici nenehno dvomijo, znanost temelji na dvomu. Znanost je pravzaprav en sam neskončen dvom, o čemerkoli. Je eno samo spraševanje, ali je nekaj res tako, kot mislimo, da je, kot se nam zdi, da je. Znanost dvomi celo takrat, ko je nekaj na videz dokazano. In to je pogajanje naprej. Kar pravzaprav pomeni, da znanost v resnici ne daje dokončnih odgovorov na človekova vprašanja, čeprav bi se komu morda zdelo. Zato so ljudje pogosto sklicujejo na znanost, rečejo, znanost je to dokazala in tako je. Lahko, da je tako in gotovo, da včasih tudi je, ni pa nujno. Nikakor ni nujno. Torej, znanost je konzervativna po svoji naravi. Kar pomeni, da ko znanstveniki nekaj trdijo, ste lahko prepričani vsaj v to, da so v tisto, kar sicer zatrjujejo,
dolgo časa zelo dvomim. Znanstvenike skoraj treba prositi, da kaj povejo. Da kaj trdijo, naprimer. Še takrat, ko trdijo, to trdijo z zadržkom. Kaj ti sami vedo, da je čisto mogoče, da bo že jutri drugače. Zato je v resnici malo znanstvenih trditev, za katere bi lahko rekli, da so trajne, kaj še večne ali pa take, da se nikoli ne bodo spremenile. Torej, to je uvodna opomba, čeprav se bomo ukvarjali s filozofijo, ker na nek način je filozofija še bolj konzervativna kot znanost. Jaz bom poskušal pokazati, v čem je konzervativna in zakaj je to dobro. Nekaj paradoksnega je namreč v tem. Napredek posameznika, lahko tudi celotnega človeštva, je paradoksen, ker je konzervativen. V nekem radikalnem smislu velja, da bolj ko je konzervativen, bolje je. In o tem bomo govorili danes. Zakaj je ta paradoksna trditev dobra? Zakaj je smiselna? Zakaj je koristna? Ker je, zlasti v svetu, v katerem živimo, v katerem se zdi, da je treba nenehno nekam hiteti. In ko vprašaš ljudi, kam hitijo, v resnici nimajo pojma. Se res, kam sploh hitimo? Kam se nam tako zelo mudi? To so vprašanja, ki so povezana z današnjo temo. Gremo torej najprej k Kantovim študentom. Leta 1784 to je obdobje, leto v obdobju, ki ga sicer imenujemo razsvetljenstvo. In Kant se tega zaveda in ima v nekem smislu, samo v nekem, sorazmerno lahko delo. Ima sorazmerno lahko delo zato, ker se tudi ljudje okrog njega, recimo njegovi študenti, zavedajo, da živijo v takem obdobju. Živijo v obdobju nekaj let pred francosko revolucijo, naprimer. Morda tega takrat še ne vedo, se še ne zavedajo tega, ampak dejstvo je za nazaj, seveda to zlahka ugotovimo, da živijo v času tik pred francosko revolucijo. Lahko bi rekli na vrhuncu razsvetljenstva. In ko govorimo o razsvetljenstvu, mislimo na simbolne svetove, v katerih ljudje dnevno živijo. Kar pomeni, da se ves čas srečujejo z razsvetljenskimi idejami. Te so dobesedno povsod. In to je dobro. To je dobro za človekovega duha, to je dobro za vsakega posameznika, da se dnevno srečuje z, recimo, razsvetljenskimi idejami, ki so zahtevne. In tudi to je dobro, prav je, da so zahtevne. Ne bi bilo prav, da bi bile vezane na, recimo, hedonizem, na ugodje, na nekaj preprostega, nekaj enostavnega, tako kot, naprimer, je nakupovanje dobrin. Nakupovanje dobrin, če imate seveda denar, je vezano na obdobje, na ugodje, na nekaj, kar je sorazmerno preprosto. Ni nujno, da je vedno tako, ne, ker se lahko znajdete v schizofreni situaciji, ko se ne morate odločiti, kaj kupiti. Ne. Ampak v principu pa je, ne, vezano na ugodje. Kantovo razmišljanja o etiki in morali pa niso. Niso vezane na ugodje, na udobje, ampak so zahtevna
Najlepše pri tem pa je, da se na tem nihče ne pritožuje. Ljudje nimajo težav, študenti nimajo težav s tem. Če berete njihove zapiske, to zlahka ugotovite. Da se ukvarjajo, lahko bi rekli vsak dan, zakaj pa ne, zagotovo pa vsaj takrat, ko pridejo na Kantovo predavanje, z zelo zahtevnimi vprašanji. Naprimer, kaj je moralno? In danes bi spregovoril najprej o dveh principih, o dveh zanimivih, izjemnih obratih, ki jih poskuša Kant pojasniti svojim študentom. Dveh obratih, dveh nujnih zahtevah, prek katerih se Kant naslavlja na svoje študente. Pravi, Kant sporoča svojim študentom, da bi resnično razumeli, kaj je moralno, oziroma je etično, boste morali narediti vsaj dve miselni operaciji pri sebi. Z dvema zadevama se boste morali soočiti in nekaj boste morali narediti. Nekaj boste morali spremeniti, kot se reče, v svojih glavah. Če tega ne boste naredili, ne boste mogli dojeti, kaj je morala, oziroma kaj je etika. Kar je že zelo zanimivo. Namreč Kant s tem jasno pove, da poslušati predavanja iz moralne filozofije ni, ne samo, da ni primerljivo z dokopovanjem v trgovskih središčih, ampak tudi ni nekaj, kar bi povezovali s kopičenjem idej. Razmišljanje o morali in etiki ni isto kot linearno kopičenje idej, naprimer v prepričanju, da človek s tem kopiči znanje in da, ko ga bo imel dovolj, bo s tem znanjem lahko nekaj naredil. Ko govorimo o morali in etiki, ne moremo govoriti o tem. Če hoče človek napredovati, in to je tudi smisel, da posluša predavanja iz moralne filozofije, ker če ne želi napredovati v svojem življenju, je nesmiselno, da sploh hodi na Kantova predavanja. Preprosto nima benega smisla. Lahko da hodi, lahko da ne ve, da bi moral napredovati v svojem življenju, morda celo noče napredovati, morda mu je vse eno za to. Ampak potem je brez veze, da hodi na Kantova predavanja, ker tega ne bo ničesar imel. Ker Kant že na začetku povedal, bo treba narediti vsaj dve operacije, torej treba se bo potruditi. Treba bo narediti nek miselni obrat, ki je preprosto vstopnica za nadaljna predavanja. Zdravi, ko poslušate Kantova predavanja iz moralne filozofije, vas najprej čaka zahtevno delo, da bi vas potem čakalo še več zahtevnega dela. To je drugače, kot si včasih obetajo študenti, ki mislijo, da je pač predavanja itak niso obvezna. Zdaj, praviloma je tako, oziroma bi morali biti tako. In potem počasi, če gledate recimo kakšne predavalnice, vidite na začetku, še nekaj pride, pa pol tako do prvega tega izpitnega obdobja, jih še ne par, bolj ko je spomlad v deželi, manj jih je. Na koncu imajo nekateri resne probleme, ker v predavalnice sedita, ne vem, 2. Ali pa 1. Zdaj vem, kakšne izkušnje so vaše, moje so natanko take. In seveda potem se profesori pritožujejo, češ, da so študenti nagnjeni s čem vse, se ti si lahko mislite. Profesori se pritožujejo. Mogoče lahko treba zadevo tudi obrniti, da bi se kdaj vprašali, ali sploh so na ravni tega, kar sicer obljubljajo, profesori namreč. Ker kaj bi moral profesor obljubiti svojim študentom? Naporno, zahtevno mentalno delo. Ker učenje to je. Študij je naporno, dolgotrajno, zahtevno, mentalno delo. In pravzaprav nima kakšne resne zveze z ugodjem, udobjem, nakupovanjem, ne vem, po trgovinah, žurkami ali pa čem podobnim. Nima. Resne že ne. Včasih zabavno poslušati, recimo prijejo študente na univerzo in jih vprašate, kaj so prišli na univerzo, pa rečejo, tako začudeno vas pogledajo, pa rečejo, kako?
po kaj smo prišli? Si prišli žurirati. Kot sploh možno sprašovati, po kaj smo prišli? Si ti tako jasno, ti se ve, po kaj smo prišli. Ko sprašuješ, jaz ti z lune. Včasih sem rekel, zdaj ni trdim, da to vedno. Gotovo je to zabavno poslušati. Ampak morala pa bi biti tako, kot obljublja Kant. Čaka vas zahtevno delo. Pa še nekaj boste morali narediti pri sebi, ker vas potem čaka še več zahtevnega dela. Če pa na to niste pripravljeni, če tega ne želite, potem je morda bolje, da pač odidete. Okay. No, ampak Kant je vljuden človek, zato nikoga ne vrže iz predavalnice, ker se pač drži pravil, ki veljajo na univerzi, predavanja so neobvezna in so za vsakogar. Vsakdo lahko prikoraka z ulice direkt v predavalnico in posluša predavanja. To velja, odkar je nastala univerza, odkar je nastala prva univerza, tam ki 12. in 13. stoletju. Kdor pa ustraja, ga torej čaka najprej tale preizkušnja. Govorimo o Kantovih predavanjih iz moralne filozofije. Čaka ga torej najprej tale preizkušnja. Preizkušnja, ki je resnično zahtevna. Vsakdo od vas se bo lahko prepričal o tem. Jaz se strinjam s Kantom, da je zahtevna. Kako boste vi to ocenili, seveda, prepuščeno vam. Gotovo ste že kdaj slišali, morda ste celo razmišljali, morda ste celo prepričani, da obstaja moralni čut. Da imajo ljudje moralni čut in da se na ta čut lahko zanesejo. Morda ste kdaj slišali, da kdo komu celo reče, zanesi se na svoj moralni čut. Naprimer. Se mora takoj zastaviti vprašanje, od kje bi tak moralni čut sploh prišel. Od kje naj bi ga pa ljudje dobili? Kako imajo moralni čut? Če ga imajo, so ga morali tako dobiti. Ali je moralni čut naraven, naprimer, ali morda božji, nekateri verjamejo, da kar božji, da kar Bog tako naredi. To ničesar ne pojasni, to je zgolj zatrjevanje ničesar. To ni pojasnjevanje, zatrjevanje ni isto kot pojasnjevanje. Torej se s tem imamo kaj pomagati. Je pa to dobro izhodišče in Kant to tudi zatrdi. Torej, to je dobro izhodišče, da bi razumeli moralni zakon. Najprej moramo poskušati odgovoriti na vprašanje, kako je z moralnim čutom. Ali je res, da ga kar ljudje imajo in ali je res, da se lahko na njega zanesamo. Vprašanje je, če ga imajo vsi, to zlahka se prepričamo glede tega, naredimo anketo in ljudje vprašamo, ali imate moralni čut. Pač dobiti odgovor. Eni rečejo, da ga imajo, recimo. Eni pa morda rečejo kaj drugega. Ljudje, ki ga imajo. Prosim? Ljudje, ki ga imajo. To je že dobro vprašanje, ja? Ja? Zelo na tehnici. To bi bilo vredno kdaj prediskutirati malo, ja? Najprej pa seveda jih vprašati, ne? Naredimo anketo, jo damo v parlament in vsi morajo odgovoriti na to vprašanje. Ali pa kaj mislite? Ne? Ali imate moralni čut ali ne? Ampak seveda to šele začetek zgodbe, ker mi se ne bi kar Saj, a veste, kateri idiot bo pa rekel, da ga nima? To ni dobro vprašanje. Tako vprašanje moramo izločiti. Metodološko to ne vzdrži nobene resne preizkušnje. Ne smemo postavljati vprašanj, na kateri že vnaprej vemo, kateri so najbolj socialno zaželeni odgovori. Te moramo izločiti. Ampak vse, ker to znamo, ker smo malo študirali, kako se to dela, bi že mi tako postavili vprašanje, da bi se na koncu izcimilo. Malo tudi zvita vprašanja bi jim dal, tako da pravzaprav ne bi čez dobro, kaj se sprašujem. Da bi bili bolj spontani, kot se reče, ampak to se da narediti. Potem bi pa lahko diskutirali o tem, kaj ti, ko ljudje ponudijo odgovore, to še lepo v zgodbe. Eno je, da imate moralni čut, drugo pa je, ali ga tudi uporabljate. Se lahko, da ga ne. Se reče, jaz ga imam, to se došča. Tako
Tako da pol bi nadaljevali. Ampak v vsakem primeru torej lahko to izmerimo. Kdo ima moralni čut, koliko ga ima, skratka vse to se da narediti, pa sej to so tudi že številni znanstveniki naredili in se lahko kar zanesemo na kakšne dobre raziskave, recimo vsaj za izhodišče, to lahko imamo. Anyway, če bi se resno spraševali, kako je s tem moralnim čutom, in bi recimo sledili Kantu, ki se sprašuje o tem, bi lahko prišli zelo hitro do zelo zanimivega obrata v razmišljanju. Zelo zanimivega obrata. Namreč, obrat je tale. Če vprašate 100 ljudi, ali imajo moralni čut ali ne, pa recimo, da 100 ljudi odgovori, da. Vsak od 100 reče, jaz ga imam, kot pribito drži, verjemni. Rečete, ok, verjamemo. Zdaj pa opazujete, kako se ti ljudje obnašajo. Najprej morate nujno ugotoviti, vsaj tole, da se obnašajo na različne načine. Čeprav se zdi, če so rekli, da imajo moralni čut, bi lahko kdo sklepal, da imajo vsi istega, naprimer. Lahko bi kdo sklepal, ni nujno, da bi, lahko pa bi. Rekel, ja, vsi imajo moralni čut je nekakšna človeška esenca, od nekod je pač prišla, se ni važno odkot, ljudje jo preprosto imajo, tako kot imate pankreas. Praviloma ga imate, ker drugače inzulina ne morate proizvajati, oziroma če ga dela, rabite polne zadeve. Ampak v vsakem primeru inzulin rabite. Ok, ni važno, na kakšen način ga dovajate telesu, pač potrebuje, vaše telo ga potrebuje, če ne pač umre. Ok, torej lahko bi kdo tako sklepal. Ampak potem, ko začnete opazovati ljudi, pa zagotovo opazite, da se obnašajo na različne načine. Lahko jih celo izpostavite istim situacijam, istim problemom, to v laboratoriju lahko naredite. In opazujete, kako se obnašajo, ko so soočeni z istim problemom. In zopet ugotovite, da se obnašajo različno. Ampak vsi so zatrdili, da imajo moralni čut. In seveda to vam mora dati misliti, zakaj se ljudje obnašajo različno. In seveda ne pomaga odgovor, ja, so pač različni. To se nič ne pomaga. Se vemo, da so, ampak če imajo isti moralni čut, recimo, zakaj mu ne bi sledili, naprimer v istih problemskih situacijah, tako, da bi bilo njihovo obnašanje vsaj zelo podobno. Če ljudje rečejo, da imajo moralni čut in da, naprimer, se zavedajo, da se ne krade, naprimer, v življenju se ne krade. Mi spoštujemo to. In jih potem izpostavite pač v neki preprosti situaciji, poskušate jih podkupati, naprimer, in ugotovite, da kar naenkrat se vsaj nekateri z lahkoto pustijo podkupati. Ampak pred pol minute so vam pa rekli, da imajo moralni čut. Torej, gotovo so to zanimive zadeve, čisto empirično so zanimive. Zdaj, kako jih misliti? Kaj je tisto, kar je povezano s tem prvim obratom, ki ni samo miselni obrat, ampak je še nekaj drugega, kot bo razvidno. Torej, najprej gotovo lahko rečemo, da so ljudje partikularna bitja in da so med seboj različni in da se različno obnašajo celo takrat, ko je situacija na videz enaka ali pa celo zelo podobna, recimo, med seboj, se ljudje tudi lahko povejo, kdaj so se znašli v podobnih situacijah in tako dalje. V laboratoriju pa celo lahko izpostavimo enakim situacijam. Torej, gotovo so partikularna bitja. In na tej ravni se zastavi vprašanje, ali je moralni čut partikularen? Ali ima vsak svojega? Ali je to nekaj, kar je pač pri različnih ljudeh enostavno različno in se moramo sprijazniti s tem, da se pač ljudje različno obnašajo in da se bodo vedno različno obnašali? Ali pa obstaja nekaj, kar Kant imenuje imperativ. Ko govorimo o morali, govori Kant o imperativu. Ne more se strinjati, da je moralni čut preprosto stvar posameznika. To je nekaj intimnega, nekaj zasebnega, kar recimo praviloma posamezniki imajo. Kaj ti, če bi bilo zgolj to, nekaj partikularnega, kako bi potem sploh lahko razmišljali o morali, naprimer, na neki drugi ravni, recimo ne na ravni intimnega prepričanja vsakega posameznika, ampak recimo na filozofski ravni, teoretski ravni, kjer si moramo zastaviti vprašanje, ali obstaja, naprimer, moralni imperativ, moralni zakon, ki je pa neodvisen od partikularnosti posameznikov, oziroma od njihove različnosti.
In seveda, že iz drugih izkušenj, če smo se ukvarjali z znanostjo, recimo, če smo se ukvarjali s filozofijo, lahko domnevamo, da obstaja tudi nekaj takega. Se pravi, da obstaja univerzalni, kategorični, nujni, imperativ, zakon ali pa kaj podobnega. Vse to so Kantovi izrazi. Če pa obstaja imperativ, potem pa ne moremo več prepustiti presoje, kaj je moralno in kaj ne, posameznikom, ki se zanašajo na svoj moralni čut, za katerega pravijo, da ga imajo. Preprosto te presoje ne moremo več prepustiti njim. Ampak se moramo sami lotiti razmisleka, kaj bi ta imperativ utegnil biti. No, in prva preizkušnja je tale. Prva mentalna preizkušnja, ki ima tudi zelo empirične posledice. Vezana je na zelo preprosto vprašanje. Če imate moralni čut in mu sledite, naprimer ga uporabljate, za koga je vaše vedenje? Se pravi, komu je vaše vedenje namenjeno? Z lahkoto se strinjate, da je vaše vedenje vselej namenjeno nekomu. Zdaj, ko se obnašate moralno ali pa trdite, da sledite svojemu moralnemu čutu, se zagotovo vedete v odnosu do nekoga, zdaj, do drugih ljudi, ki tudi trdijo, da imajo moralni čut. In seveda, če bi obstajali zgolj partikularni moralni čuti, potem bi moralo zelo hitro priti do sporov, konfliktov, nesoglasij, nerazumevanja, kajti če bi imel vsak posameznik majčkeno drugačen moralni čut, potem bi moral reči drugemu človeku, ti se sicer obnaša skladno s svojim moralnim čutom, teda moj moralni čut pa mi pravi, da se ne obnašaš ustrezno. In ljudje bi se potem v neskončnost prepirali, kaj je zdaj s tem moralnim čutom in ne bi mogli priti do nobenega končnega odgovora. Zato, ker ne bi obstajala univerzalna raven, kjer bi se lahko vsaj za silo, naprimer, poenotili, kaj moralni čut sploh je. Torej, prva zadeva je silno preprosta in je tako rekoč stvar psihologije posameznikov. Moralni čut, tudi če ga imate, zagotovo ni dovolj za moralno vedenje oziroma za moralno obnašanje, vaš občutek vas lahko tudi vara. Lahko se tudi motite, ker je zagotovo vaš moralni čut vezan na okolje, v katerem živite, na vzgoje, ki ste bili deležni, na kulturo in tako dalje, in tako dalje. Cel kup dejavnikov vpliva in to razvojna psihologija recimo zna zelo natančno pojasniti, kako se recimo moralni čut razvija pri otroku, naprimer, v prvem letu, drugem, 10., 15. in tako dalje, in tako dalje. Vidimo, da se torej spreminja. Moralni čut torej ni nekaj, kar je dano, kar je fiksno, kar je vedno enako, pa se spreminja. Kar je samo še razlog več, da moramo poskušati ugotoviti, kako je z moralo v univerzalnem smislu. In prva torej, preizkušnja je odgovor na vprašanje, za koga je vaše moralno vedenje. Zagotovo je za druge ljudi. Ali potem zadošča, da se drugi ljudje, naprimer, z vami strinjajo ali ne strinjajo, da vas pač pohvalijo ali odobravajo ali nagradijo, ne. To je za razumevanje morale premalo. In Kant zato reče, da bi odgovorili na vprašanje, za koga je vaše moralno vedenje, moramo misliti univerzalno moralno instanco, ki je za vse ljudi ista. Ne za tega ali onega posameznika, ampak za moralno instanco. In prvi odgovor, ki je zelo pogost v zgodovini moralne filozofije, je seveda Bog. Bog je univerzalna moralna instanca, naše vedenje, če hoče biti res moralno, mora biti tako, da na nek način njemu ugaja, ne meni ali mojemu sosedu ali pač drugemu človeku, za katerega je moje moralno vedenje. Kako odgovoriti na vprašanje, kako pa vemo, kaj Bogu ugaja? Prvič, Bog ni bitje. Razen v določenih
oblikah verovanja Bog nikoli ni bil bitje. Sploh pa ne bitje s človeškimi lastnostmi. Se pravi, strogo vzeto in Kant to tudi upozori. Bog ni bitje, ki mu je nekaj všeč ali pa mu ni všeč, ki odobrava ali ne odobrava naše vedenje, ki nas kaznuje ali ne kaznuje in tako dalje. Kant pravi, da je edina resna univerzalna instanca onkraj vsake možne instance, ki bi lahko pripisovali kakršnekoli človeške lastnosti, in v tem smislu je Kant dedič Spinoze. Je Kant dedič Spinoze in njegovega razmišljanja o etiki in o razmerjih med posameznikom in univerzalno instanco, ki jo tudi Spinoza imenuje Bog. Zato se zdaj najprej pogledamo eno idejo, s katero se ukvarja Spinoza, da bomo morda lažje razumeli, na kaj se Kant nanaša. Kant bere Spinozo, Kant pozna njegove argumente, zato ne govori v prazno, ko predava svojim študentom leta 1784, ko je Spinoza že 100 let mrtev. Ena od najbolj briljantnih idej, s katero se je ukvarjal Spinoza, je tista, s katero se je ukvarjal tudi vse svoje življenje Sigmund Freud. To je nekaj izvrstnega za razmišljanje. A veste, kako se je ena ideja skozi stoletja razvijala, seveda skozi različne avtorje, tako različne, recimo, kot so bili Spinoza, Kant, Nietzsche, naprimer, in Freud. Ta ideja, na katero zdaj mislim, je, to idejo razvije Spinoza in se imenuje, torej v latinščini je to conatus. Conatus se običajno prevaja kot želja. In Freud se tega drži. Zato govori o želji in govori o nezavedni želji, ker ni nobeno naključje. Da bi razumeli Freudovo teorijo želje, moramo brati Spinozo. Moramo brati Spinozovo etiko. Vsaj Spinozovo etiko. Lahko da sicer tega tudi ne naredimo, ampak potem nam ne bo čisto jasno, odkot Freudu ideja, razen če pripišemo, če mu pripišemo, da si je preprosto izmislil. Noben avtor, ki je vreden, da se z njim ukvarjamo, da ga študiramo, se ničesar ne izmisli. Kot sem rekel čisto na začetku danes. Filozofija je izjemno konzervativna in enako velja za znanost. Freud je znanstvenik, on ni filozof, on je znanstvenik, on je nevrolog. In preden kaj zine, tisto premisli tisočkrat. In še potem, ko kaj reče ali zapiše, ste lahko prepričani, da bo čez nekaj let se vrnil k tej isti ideji in jo zapisal drugače. Zato je včasih prav mučno, ko naprimer, kdo pljuva naprimer, čez Freuda, potem ga pa vprašate, ok, hočete kritizirati Freuda? Prav, sam povejte mi natančno, katerega? Katerega Freuda? Tistega iz 1886, onega iz 1909, ko gre v Ameriko, ali morda onega iz leta 1939. Sam povejte, katerega. Seveda ne vejo, ker ga niso prebrali. Ampak šifra znajo pa vsi čez njega. Freud razvija svoje koncepte, s katerimi se ukvarja najmanj 53 let, ne pol stoletja. In če bi živel še danes, recimo, bi bile današnje Freudove ideje drugačne kot one iz leta 1939, ko je pač umrl. Samo ljudje tega ne vejo. Niti niso ustrezno vzgojeni, intelektualno vzgojeni, da bi dojeli,
da se avtor ukvarja z idejami vedno znova in znova in znova in znova in pravzaprav vse življenje. Ker temelji njegovo delo, temelji na nenehnem spraševanju. Kot sem že rekel, znanost je eno samo spraševanje. Filozofija je eno samo spraševanje. Seveda, spraševanje in dvom in tako dalje privede tudi do določenih odgovorov. Zagotovo, da privede. Ni popolnoma nesmiselno kroženje. Gotovo, da privede. Ampak vsi odgovori so začasni. Vsi. Avtor sam prvi reče, to, kar sem povedal zdajle, je začasno. Jutri bom zagotovo že povedal kaj novega. Ampak študenti, recimo, pa ljudje, ki skušajo biti pametni, se obnašajo, kot da je avtor statičen. Freud je nekoč nekaj rekel o nezavedni želji, ampak, veste, to je danes že mimo, Freud je že zastarel, danes je že nekaj drugega. Ne, to je popolnoma nesmiselno ugovarjanje, ker Freud sam je že povedal o naravi nezavedne želje 1000 različnih stvari. Naša naloga je ne ta, da pač ponavljamo za nekom, kaj je rekel, kaj ni rekel. Ali pa da poskušamo kritizirati koga. To ni naša naloga. Naša naloga je, da najprej dojamemo, ne kaj je kdo rekel, ampak kako je sploh razvijal proces, znotraj katerega je nekaj rekel. To je metodološka opomba k temu, s čimer sem začel. Spinoza 100 let pred Kantom razmišlja o tem, kaj je konatus. Freud še 100 let kasneje, se pravi 200 let in več za Spinozo, razmišlja o isti ideji. Torej, ideja, naprimer, nezavedne želje, če se omejimo samo z Spinozo in Freudom, ima vsaj 200-letno, 250-letno zgodovino. Ena sama ideja. Z njo se ukvarjajo, pravim, med tema dvema avtorjema, 250 let. Ker je sama ideja tako kompleksna, tako zahtevna. In če gremo zdaj pogledati, kako poskuša razumeti Spinoza ta konatus. Nič ne bi bilo narobe in tudi Spinoza ne bi imel nič proti, če bi rekli, da je konatus tudi drug izraz za življenjsko energijo. Nekaj, s čimer se je recimo veliko ukvarjal kasneje Nietzsche. Friedrich Nietzsche. Življenjska energija. Spinoza ve, da ta želja, ki jo prepoznajo, recimo živa bitja, ljudje. Ljudje jo prepoznamo in tudi lahko v njej razmišljamo, živali ne morejo v njej razmišljati. Ljudje pa lahko, ljudje vemo, vsaj intuitivno vemo, vsaj občutek imamo, da obstaja neka sila, zaradi katere se želimo ohranjati pri življenju. Ljudje zato ne naredijo samomora zlahka, še stežka ga težko. To bi bilo mogoče zanimivo videti v koncentracijskih taboriščih. Mislim, kako to, da so, jaz se to večkrat vprašam, ljudje tam sploh lahko preživeli, oziroma da niso šli vsi pod samomor. Kaj ni držali po konci v bistvu? To je dober primer, ja. To je dober primer, kako se človek oklepa življenja celo takrat, ko to življenje, vse, kar je okrog njega, hoče uničiti. Ko se zdi, da nima nobenega smisla, da človek še vztraja, naprimer. Ko se zdi, da
mu razum govori, da je itak vse izgubljeno, da mu ne bo nič pomagalo, naprimer, da ne more ničesar narediti in tako dalje. Ljudje sorazmerno zlahka pridemo do takih idej. Sorazmerno zlahka si rečemo, vse brez veze, nima smisla, zakaj bi sploh še vztrajal, vse to nikamor ne vodi, ne vem, 1000krat sem že poskusil, itak ni nobenega rezultata, itd. To ljudje ponavljajo dnevno, sami sebi celo prepričujejo. In včasih imajo celo prav. Pa vendar, celo takrat, ko imajo prav, se vsaj nekateri oklepajo življenja oziroma življenjske energije, oklepajo se celo takrat, ko nimajo nobenega argumenta, ko na vprašanje, zakaj to počneš, ne znajo reči ničesa drugega kot, ne vem. Pa vendar to počnem. To je izjemno močna, to je pravzaprav silna izkušnja in Spinoza to ve. Ta konatus je silno močna energija. Pravzaprav je neuničljiva. Pravzaprav je neuničljiva. Če dobro pomislite, življenje se ni začelo z ljudmi in gotovo je v tem vesolju življenje, kakor hočete. Znam, da ga mi še nismo odkrili. Gotovo ga je veliko. Torej, zagotovo ni nastalo na Zemlji, sploh pa ni nastalo z ljudmi. In vprašanje je vznemirljivo. Kako je nastalo življenje v vesolju? Naprimer, zagotovo je nastalo, to vemo, saj smo mi recimo pričali, dokaz, da je nastalo. Življenje je nastalo v vesolju, ki je velikansko, ki je povprečna temperatura vesolja je 3 Kelvina, se pravi približno minus 270 stopinj Celzija je povprečna temperatura vesolja. In gotovo je zelo prazno vesolje, zelo prazno. V glavnem je prazno, v glavnem je sama praznina. In v tem vesolju je nastalo življenje. In Spinoza je gotovo avtor, ki ga to fascinira. In nadaljuje. Ta življenjska energija, za katero je očitno, da če lahko rečemo, da k čemu teži, če lahko to rečemo, potem zagotovo lahko rečemo, da teži k ohranjanju sebe, k samoohranjanju. Zato ljudje jemo, da bomo živeli tudi jutri, in živali to tudi počnejo, in rastline tudi to počnejo. Skratka, gotovo je zlahka mogoče opaziti, da življenje se hoče ohraniti. Čeprav je to treba mogoče dati malo pod narekovaje, ker ne smemo pripisovati življenjske energije človeških lastnosti. Sama želja je torej taka, kot pravi Spinoza. Če jo natančno preučujemo in Spinoza to naredi, ugotovimo še vsaj dve značilnosti. Vsaj dve značilnosti. Zdaj govorimo o nečem, kar je čista, neposredovana življenjska energija. Še ne govorimo o tem ali onem posamezniku, še ne govorimo o tem, kako posameznik to željo razume, kako jo razlaga samemu sebi in drugim. O tem še ne govorimo. Prvič, pravi Spinoza, ta življenjska energija je gotovo brez objekta. Ni vezana na noben objekt. To pravi, objekt, ki bi, za katerega recimo ljudje lahko rečemo v tem času zdajle, se s tem zelo veliko ukvarjamo, namreč kateri objekt ustrezno zadovoljijo naše želje. V tem zdajle hočeš nočeš se s tem veliko ukvarjamo. Kaj bomo komu kupili, recimo, kakšno darilo. To prava frustracija lahko postane, a mu bo všeč, a mu ne bo všeč, a zadovoljijo njegovo željo, a ne, kako ne to vemo?
Saj lahko da vemo včasih, v določene mere, ne imamo povedno. A sploh posameznik sam ve, kaj bi rad. In če on ne ve, kako ne pol mi ve. Vprašanja so zanimiva, s katerim se ukvarjamo. Torej, želja v čistem stanju, če lahko rečem, konatus nima nobenega objekta in drugič nima nobene smeri, nobenega cilja, razen tega, ki je pa pravzaprav krožen. Samo ohranitev, ohranjanje. In če natančno berete Freuda, ugotovite, da pravzaprav Freud ponovi za Spinozo. Nezavedna želja nima nobenega objekta, razen sebe. Pravi, če želja kaj želi, potem želi samo sebe. In prek tega se ohranja. Torej, objekt želje je želja sama. V človeških imaginarijih pa je drugače. Lahko je seveda tudi drugače. Mi lahko, in to počnemo, to dnevno počnemo, poskušamo najti objekte, ki bi zadovoljevali našo željo, našo nezavedno željo. In do določene mere je to prav gotovo lahko čisto koristno in smiselno se naj početje. Da vsaj kdaj zadovoljimo svoje želje in rečemo, tako, moja želja je bila zadovoljena. Čeprav strogo vzeto nikoli ne more biti, oziroma je na nek poseben način, ki zanima Kanta. Zdaj gremo nazaj k Kantu, Spinoza in Freuda gremo nazaj k Kantu. Osupljivo je, kako Kant poveže moralni zakon z željo. Željo, o kateri govori Spinoza. In seveda zdaj, smo že prej rekli, moramo narediti ta prvi miselni obrat. Povezan z vprašanjem, za koga je moralno vedenje. Torej, zagotovo ni zame in zagotovo ni za drugo človeško bitje, ampak je za neko drugo instanco, ki je univerzalna. Ali tako vedenje človeku potem takem sploh lahko prinese ugodje, zadovoljstvo. Ker zdaj smo mu ga odtegnili. Smo rekli, ne moreš samo slediti svojemu moralnemu čutu lahko vara in ni nujno da, ker je tvoje vedenje vedno za nekoga drugega, da bo tvoje vedenje temu drugemu tudi všeč. Ali pa da mu bo povzročilo ugodje. Torej smo postavili to ugodje, to partikularno ugodje posameznika pod vprašaj, oziroma v oklepaj smo ga dali. Če se hočeš obnašati zares moralno, potem boš moral narediti nekaj svojim ugodjem, svojo težnjo k ugodju. In spet, če berete Freuda, ugotovite, da govori Freud natanko o istem načelu. Ugodja, pravi Freud, mora zamenjati načelo realnosti. Vsak vzgojni postopek bi moral biti tak, da bi se to zgodilo. Pri čemer pa, da ne bi kdo prehitro se zadovoljil, češ da ve, kaj je Freud s tem hotel povedati. Da je načelo realnosti to, kar domnevno počnejo vsi ljudje, ali pa to, kar je normalno, ali pa to, kar je prevladujoče. Tudi slučajno ni tako. Načelo realnosti tudi slučajno ni tako. Ker je možno, da bi se vsi ljudje obnašali recimo na perverzni način in bi rekli, ja, mi se tako obnašamo, to je načelo realnosti. Ne, ni. To je samo načelo perverznosti. Načelo realnosti je nekaj drugega. In tukaj zdaj že vidimo, kako se neposredno prepletajo Spinozove, Kantove in Freudove ideje skozi 250 let. Torej je prva zahteva, s katero se obrne Kant k svojim študentom, ta. Nekaj boste morali narediti s svojim ugodjem, če boste hoteli razumeti moralni zakon in če se boste seveda hoteli držati ga, ker je to smiselno. Če se ga ne boste držali, sploh nima smisla, da ga poskušate razumeti. Je vse eno, ker se ga tako ali pa tako ne boste držali, če ga razumete ali ne. To je prva zahteva in ta je velika, ta je močna, ta je izjemno močna zahteva. Zlasti v času hedonizma, v katerem živimo. V času hedonizma, v hedonističnih časih,
je ekstremno težko misliti, da bi ljudje, hedonizem, na katerega so navajeni, vsaj tisti, ki so navajeni, ker čisto vsi niso, ne, da bi to postavili kakorkoli pod vprašaj, ali pa da bi se celo temu morali kdaj odpovedati. To je zahtevna naloga. Bila je takrat, ko je predaval Kant svojim študentom, danes je pa še bolj zahtevna. Časi pred francosko revolucijo gotovo niso hedonistični, definitivno niso. Mogoče za Luja 16. ampak njemu so itak odsekali glavo, pa Marie Antoinette tudi, pa še za koga, ampak za večino pa definitivno to niso hedonistični časi. In potem Kant počasi upozori oziroma pripelje svoje razmišljanje do nove izkušnje in do novega vprašanja. In reče, ali ste imeli kdaj izkušnjo, da ste naredili neko dejanje, na primer moralno dejanje, ne da bi razmišljali, zakaj ste ga naredili. Da se je morda zdelo, lahko da se vam je zdelo, da se pri tem zanašate na svoj moralni čut. Torej, zanesli ste se na moralni čut in niste razmišljali, kako se obnašate. Zdelo se je, kot da se obnašate, recimo samodejno, avtomatično. Ne? Sledite svojemu moralnemu čutu in ne kalkulirate, je to v redu ali ni v redu, boste imeli koristi, ne boste imeli koristi, zanesete se, da je pač moralni čut pač dober, ne? In vas ne zanima, kaj se pri tem dogaja, morda se včasih lahko celo zgodi, da je tako vedenje vam škodo, ne? Ampak kljub temu ste vztrajali pri njem. To je Kantovo vprašanje, ali ste imeli tako izkušnjo? Smo. Ali je taka izkušnja, ki je lahko tudi boleča, ki je lahko destruktivna celo. V tem času zdajle se bodo ljudje in pa se zelo sklicuje tudi na enega boža, ki je živel pred približno 2000 leti. Zdi se danes, da je to po defaultu nekaj, kar pač pritiče vsem ljudem. Da smo vsi kristjani, da vsi postavljamo smrekce, tukaj je ena recimo, in da bomo slavili Božič čez nekaj tako je. Zdi se, da je to neoprašljivo in da to vsi počnemo, kot se reče v lepi slovenščini, po defaultu. Pa ni. Na tem ni nič samoumevnega, če mene vprašate. Ničesar samoumevnega ni. Čeprav se zdi, da je. Ampak eno je, kaj se zdi, ali pa kaj ljudje, na primer, čutijo, ali pa verjamejo, ali pa verujejo. Drugo pa je, kaj je na tem univerzalnega. To je vprašanje. Vprašanje, ki se ga lahko natanko zdaj v teh dneh, danes je 21. december, zastavim. Ali je na tem kaj univerzalnega, ali gre zgolj pač za hedonizem, potrošništvo, pa hvala Bogu, da imamo dopust, da smo lahko doma. Pa še prilepimo gor kakšno floskolo o družinskem prazniku. Neka družina se dobi, v glavnem. Če na tem ni ničesar univerzalnega, pač ostane zgolj hedonizem. Hedonizem ostane. Fajn. Če pa na tem je nekaj univerzalnega, pa ni čisto tako. In Jezus je bil gotovo mož, ki je plačal najvišjo ceno za svoje vedenje, za svoje početje. Ampak če se brali natančno, če berete evangelije, zdaj sem tako, ko mi pridigali berete evangelije. Sam iz mojih ust je to malo drugače, vsaj upam, da je. Torej, če berete evangelije, pa ne samo nešterka so tam noter, mi so itak selekcionirani, pa cenzurirani, pa popravljeni 1000-krat pa spremljeni. Ne, če berete še druge, lahko te 4 pa še druge, ki jih je kolistija. Zdaj niso še vseh našli. Pa največ jih tudi ne bojo. Ampak neki so jih pa, kar veliko so jih našli. Torej, če berete to zelo natančno, potem mislim, da z lahkoto ugotovite, da Jezus niti enkrat samkrat ne podvomi v svoje početje. Da se niti enkrat samkrat ne vpraša, zakaj je to sploh delal. Saj ne. Razen čisto na koncu, ko je na križu, ko se obrne k svojemu očetu in mu reče, zakaj si me zapustil.
Pa še pol ugotovi, da ni bilo čisto tako, da ga ni zapustil, ker ga res ni. Jezusa oče ni zapustil. Je ves čas z njim. On je ves čas z njim. In v filmu Mela Gibsona, The Passion of Christ, Kristusov pasijon, je na izjemen način tudi prikazano, ko ga mučijo Jezusa, ko ga pretepajo na tistem platoju, ki je že pač v nekem prostoru. Ga pretepajo. Če se spomnite tega filma, kako kroži okrog Jezusa Satan. Satan. Hudič. Satan kroži v popolni tišini, ničesar ne reče in ga gleda, Jezusa namreč, ko ga tepajo. In če se malo poglobite v ta film, lahko razumete, ker hudič je skušnjavec. Hudič je tisti, ki nas skuša, ali bomo popustili in se udali skušnjavi. Ta je njegova navzočnost v času, ko pretepajo Jezusa, v bistvu eno samo vprašanje, kdaj bo popustil. Če vprašate Satana, je človek pokvarljivo bitje, popusti prej ali slej. Če vprašate njega, ima vsakdo svojo ceno, kot se reče. Prej ali slej se bo udal skušnjavi. Ampak Jezus pa ne. On se pa ne uda skušnjavi. In če berete še eno čtivo, če bom tako rečem, in to so pisma svetega Pavla, k temu se še vrnemo. Če berete pisma svetega Pavla, ki sicer ni srečal Jezusa, nista se srečala, če natančno berete njegove pisma, zelo natančno, ugotovite, da je sveti Pavel mož, ki je dojel to sporočilo, če lahko rečem, ki ga Jezus svojim početjem, svojim govorjenjem pošilja med ljudi. Sveti Pavel je to prav gotovo dojel. Lahko da je to dojel še kdo drug. Lahko da je, jaz ne trdim, da ni. Ampak Pavlova pismo pač imamo. In za njega lahko to trdimo zagotovo. Kaj je dojel? A veste, kaj je dojel sveti Pavel med drugim? Dojel je, da se med ljudmi nujno, vedno dogaja nekaj. Kaj je to nekaj, bomo poimenovali na koncu. Sveti Pavel hodi med ljudmi, veste, da je prekrižaril cel Bližnji vzhod in potem hotel še v Španijo, pa so mu to preprečili in je tudi on zgubil glavo. Veste, da hodi med ljudmi, da piše pisma in nekaj počne s tem, ampak to, kar sveti Pavel počne, je prispevek k nečemu, kar se že dogaja, tudi brez njega. Nekaj se med ljudmi vselej že dogaja. Dogaja se nekaj, kar imenuje Kant univerzalno. Ne glede na to, kako močno ljudje prisegajo na lastno partikularno, se pravi, svoje interese, svoje potrebe, svoje želje, svoje fantazme, pač vse tisto, kar je njihovo, ne glede na to, kako egocentrični so, ne glede na to, kako egoistični so, ne glede na to, kako sebični utegnejo biti, se med njimi vselej že dogaja nekaj, kar ima status univerzalnega. Če to vejo ali ne. In to nas nek fantastičen način pripelje do druge preizkušnje, pred katera postavi Kant leta 1784,
v zimskem semestru, 84-85, svoje študente. Predaval moralni filozofiji. Postaja jih pred eno preizkušnjo. Torej, ta je vezana na vprašanje, ki smo ga ravno kar artikulirali. Ali ste imeli kdaj izkušnjo, da ste naredili nekaj, no matter what, ne glede na posledice. Da ste pač preprosto sledili svojemu čutu, ki vam je rekel, tole je prav, pri tem ustraji. In Kant reče, ali ste pri tem čutili, čeprav se to malo paradoksno sliši, pa gre za miselne obrate, zato je treba biti natančen. Ali ste pri tem čutili kakšno posebno ugodje? Odgovor je da. Tudi če so me tepli, tudi če so me zasmehovali, tudi če so me brcali, zmerjali, žalili, polivali z gnojnico in tako dalje, sem čutil neko posebno ugodje. Neko posebno, poudarjam posebno, ker tudi Kant to poudarja, zadovoljstvo. Izkušnja v takem primeru je metafizična. To je izkušnja, da ne gre toliko za moje zadovoljstvo, moje ugodje, moje dobro počutje, recimo v primeru Jezusa je to zelo očitno, da on se zagotovo ne počuti dobro. Kot človek, če nekoga bičate, se ne more človek dobro počutiti, največ to samo po sebi ni. Gotovo, da se ne more in se tudi ne. Pa vendar govorimo o nekem posebnem zadovoljstvu. In Kant zelo elegantno, zelo precizno, zelo natančno popelje svoje študente do novega vprašanja. In sicer, ali bi se strinjali z mano, da obstaja univerzalni veliki drugi, imenujemo ga z Lakanovim izrazom veliki drugi, univerzalni veliki drugi, prek katerega se v meni vzbudi to občutje, to posebno občutje ugodje in zadovoljstva, da sem storil nekaj brez nagrade. Zato, ker je tako prav. Brez kalkuliranja, brez preračunavanja. A veste, zakaj gre? Če ste se kdaj ukvarjali z moralno filozofijo, ste gotovo naleteli na tiste blesave uganke v smislu, ne vem, če greste po desni, bodo umrli 3 ljudje, če greste pa po levi, bo pa 500. Po kateri boste šli? Ne? Mislim, what the fuck? To je brez veze. To je zgolj blesavo, pragmatično vprašanje. Mislim, jasno, da boste šli po desni, a ne? Če ste že glih prisiljeni. To nima z moralno filozofijo tudi najmanjše zveze. To je nobene zveze. To je samo blesavo, pragmatično vprašanje. Ker že vnaprej dajo odgovor, če boš šel po levi, boš kriv za smrt 500, jasno, da boš izbral uno po desni, ker bojo sam 3 umrli. To je prosto poštevanka. No? To nima veze z moralno. Ampak to učijo. Češ, da ja, zdaj pa dobro premisel, a ne. Kaj pa je tle treba misliti? No, za Boga. Če ste saj približno razumni bitja in ljudje so razumna bitja. Zato Kant govori o nečem drugem. Imperativ, kaj ti, ko govorimo o morali, govorimo o imperativu, govorimo o zakonu, govorimo o maksimah, tako jih imenuje Kant, govorimo o principih, oziroma govorimo o tem, da maksime so principi, so univerzalni principi. Prav, ko govorimo o morali zares, govorimo v resnici o etiki. Ne? Ker Kant reče, se moramo prestaviti od morale, ker smo zavezani principom in imperativom k etiki. Imperativi so pravzaprav drugo ime za etiko. Ko govorimo o etiki, govorimo o imperativih. O nečem, kar je brezpogojno treba ubogati. Ne pa o nečem, kar je povezano z ugodjem ali pa z mojo lenobo. Oziroma z razmišljanjem, ali se zdaj meni da, ali se mi pa ne da. Ali pa moja partikularnost je taka, da v moji naravi pa ni kaj take, da se obnašam moralno. Ne. Ta premik je drugi premik, ki ga moramo preprosto dojeti,
da bi lahko razumeli, da moralno vedenje je tisto vedenje, za katero po definiciji ne pričakujemo nobene nagrade. In tudi, če jo dobimo, če nas ljudje pohvalijo, ne vem, daje plaketo, ali pa zaslužimo milijon evrov, ali kaj že, ne, nam to pomeni manj, kot nam pomeni nekaj drugega. To je to posebno ugodje, za katerega imamo metafizično izkušnjo, da pravzaprav ni naše. Da imamo izkušnjo, kot da to ugodje prihaja od velikega drugega. Ali še z drugo metaforo, ki je Kantova, kot da smo naredili nekaj, kar ni všeč, naprimer, meni ali drugemu človeku, ampak je všeč prvenstveno in bistveno velikemu drugemu. Vprašanje je, kako vedeti, kaj prinaša, če lahko tako rečem. V pomanjkanju boljših izrazov moramo podati take metafore. To vzemite kot metaforo. Ne? Kaj prinaša ugodje velikemu drugemu, ne meni? Čeprav lahko prek njega tudi meni. Preprosto rečeno, ko naredimo nekaj, zato, ker je tako prav. In nismo pričakovali nobene, niti pomislili nismo na kakšno nagrado. Smo naredili nekaj, kar je na ravni velikega drugega. Ne na moji ravni, spravi ravni mojega ega, moje všečnosti, mojega hedonizma, mojega veselja, doživljenja, pa kaj podobnega, ali na ravni tega istega pri drugem človeku, ampak smo naredili nekaj, kar je univerzalno. Kar je všeč samemu Bogu, če komu to kaj pomeni. Ampak ko jaz govorim tukaj o Bogu, govorim o Bogu, kot ga razume Spinoza. Se pravi, ko naredim kaj takega, sem na nek paradoksen način zadovoljil to, kar je sicer nezadovoljivo. In to je konatus, to je življenjska energija. Naredil sem nekaj, kar je, če bi eno usporednico potegnil, mislim, da ni izmišljena in da ni slaba. In o tem je zagotovo še mogoče pričakovati, torej, da se bo zelo veliko govorilo, če bi, ali pa če bomo, ali pa če bodo, kdaj prišli do kakšnega dobrega, produktivnega odgovora na vprašanje, zakaj nastane ali pa kako nastane morda, zakaj in kako življenje v vesolju. Nastane in nastane vedno znova. Se pravi, te življenjske energije ni mogoče kar uničiti. Vi lahko nosilca življenjske energije uničite, recimo človeka, lahko ga ubijate Sokrata, lahko ubijate Jezusa in tako dalje, bo življenjske energije pa ne morete. Preprosto se jo ne da. Tudi če bi uničili čisto vse, bi po isti logiki, kot je nastalo nekoč, nastalo še enkrat. Naprimer v vesolju, naprimer v tem vesolju. Če bi torej o tem razmišljali, zakaj in kako, potem bi se zelo približali temu, kar želi Kant, da dojamete. Namreč, da lahko kot nosilci ali pa zastopniki same življenjske energije, ne tega interesa, une potrebe, te želje, ne vem katerega pravila, ne vem ustave ali pa kaj podobnega. Ne. Same te življenjske energije. Naredite nekaj, kar je krožno. Naredite zato, ker je prav, prav je pa zato, ker je v sami naravi tega, kar imenuje Spinoza, konatus. Torej, to je nekaj, kar ne potrebuje nobenega utemeljevanja. Čeprav, in tem še en paradoks, Kant lahko celo leto predava o tem. Tega ni mogoče utemeljiti, pa vendar je mogoče o tem govoriti. Oziroma, ne samo, da tega ni mogoče utemeljiti in o tem treba govoriti, o tem moramo govoriti vedno znova. Zato jaz tukaj zdaj poskušam govoriti o tem, o čemer je govoril Freud,
ko je bral Spinozo, oziroma je govoril Kant svojim študentom leta 1784, ko je bral, potem, ko je bral Spinozo. O tem je treba vedno znova govoriti. In o tem se vedno znova govori bistveno premalo. Mi živimo v svetu, v katerem se nam dogaja, da nas ta hedonizem, potrošniški hedonizem, nas v bistvu preplavlja. Iz dneva v dan nas preplavlja. In okrog nas je cela vrsta, cela množica ljudi, ki želijo, da bi bilo vsega tega še več, da bi nas še bolj preplavilo. Zato mora vse še bolj rasti in vsega mora biti še več, in še več dobrin, in še več potrošništva, in še več denarja, in vsega mora biti še več. Kot moralna bitja smo že zelo utonili. Ker mi ne moramo, tudi če bi hoteli biti zgolj potrošniki, ne moramo biti. Tudi če bi hoteli, ne moramo biti. Vedno bo obstajala želja, ki jo imenuje Spinoza, conatus. Ta ima nobene zveze s potrošništvom. Ni jo mogoče zadovoljiti s potrošništvom, ni jo mogoče zadovoljiti z ničimer, razen z moralnim oziroma etičnim vedenjem. V tem je lepota vsega tega razmišljanja. Samo z etičnim vedenjem to lahko zadovoljimo. Z etičnim vedenjem, ki nima nobenega objekta, se pravi, tega ne naredimo zato, da bi dosegli ne vem kaj, nimamo nobenega interesa, to počnemo zato, ker, ne vem, bomo potem bolj slavni, ne vem, prišli bomo v Guinnessovo knjigo rekordov, zaslužili bomo, nobenega preračunavanja zaradi njim, nobene nagrade ne pričakujemo. To počnemo in seveda v tem smislu se lahko na nek način zopet vrnemo k temu začetnemu Kantovemu razmišljanju o moralnem čutu. Samo da moramo zamenjati ploščo. Kaj pa, če je moralni čut izkušnja same življenjske energije, ki jo Spinoza imenuje conatus? Izkušnja same, se pravi, izkušnja tako kot, naprimer, bi lahko imeli, nekateri ljudje imajo to izkušnjo. Nekateri imajo izkušnjo, da bolj, ko se človek približuje recimo moralnemu oziroma etičnemu vedenju, bolj, ko se mu približuje, ali pa bolj, ko se približuje temu, kar imenujemo univerzalno, močnejši je ta moralni čut, ki ga je mogoče na začetku imel, ali pa tudi ne. Sploh ni pomembno. A veste, bolj, ko se približujemo, močneje nas drži. Bolj smo prepričani, da imamo prav. In obratno, dlje ko smo od tega, lažje najdemo razloge, da nečesa ne naredimo. Ker nam ni treba, zakaj pa glih jest, pa zakaj bi glih danes, bom kdaj drugič, ali pa najdemo 1000 drugih razlogov. Se pravi, bolj ko se moralno obnašamo, še bolj se želimo obnašati moralno. Manj ko se obnašamo, bolj nam dol visi. Večja je razdalja. Se pravi, na nek način torej gre za moralni čut, ki je povezan z neko svojevrstno bližino, če lahko tako rečem, izkušnjo bližine tega, kar je univerzalno. Se pravi, univerzalno včasih to ljudje skušajo naplesti, ampak ne morejo, ker niti nimajo dobrih misli, da bi to lahko dojeli. In rečejo, da je recimo filozofija abstraktna. To, o čemer danes govorimo, dokazuje ravno nasprotno. Bolj konkretnih izkušenj, ko so te, o katerih danes govorim, v nekem smislu sploh ni. S temi izkušnjami se ne more primerjati nobena izkušnja, pa če kupite pol Slovenije ali pa pol BTC, če imate dosti denarja. Ker gotovo poznate tudi to izkušnjo, da boljši, ko ste potrošniki, bolj vodili ste. Bolj imate izkušnjo, da gre nekaj narobe. Da lahko kupite, ne vem, vse možne izdelke, kar jih je, pa se za dlako ne bo spremenil vaš občutek, da vas to kaj bolj zadovoljuje, kot prej, ko jih niste imeli. Seveda, zato ker dobrine, objekti, ki jim poskušamo pripopati status tistih, ki jih želimo, nikoli ne morejo biti tisti, ki jih želimo. Ker sama želja sploh nima objektov, kot pravi Spinoza. Se pravi, so to nujno nadomestki.
Noben nadomestek pa po definiciji ne more ustreči, v tem primeru je to želja. Ne more. Ne? Zapravi, vse to poganjanje, ki smo mu pričali z dneva v dan, je v osnovi zgrešeno. Tudi če je zaradi mene dobro za rast BDP-ja, pa ne vem za katere zadeve, pa zaradi mene za elite, ki imajo zaradi tega več denarja. Lahko da je to za nje dobro. Jaz si dvomim, da je, ampak tudi če je, za večino ljudi ni. Pa tudi če bi za večino ljudi bilo, še zmeram to ni dobro za to, o čemer danes govorimo, in to je moralni oziroma kategorični moralni zakon, ki je etika. Drugo ime za imperativ je, kot smo prej rekli, etika. Torej, gotovo lahko si samim sebi ustvarimo pogoje za izkušnjo, ki je izkušnja bližine, ne samo drugega človeka, ampak bližine velikega drugega. Če nas kaj zares povezuje med seboj, če nas res lahko kaj zares poveže, in ljudje imajo tako izkušnje, če nas res kaj poveže, je to natanko moralno vedenje. Mi lahko drugemu človeku kupimo neskončno daril, pa nam bo nič bližje nam, kot nam je. Pa tudi mi mu ne bomo nič bližji. Mogoče za tistih par minut nam bo hvaležen in koliko je fajn, da smo to kupili. V nekem strogem pomenu besede, na ravni tega, kar imenuje Spinoza konatus, še enkrat, si ne bomo čist nič bližje. Mi smo si ljudje paradoksno blizu drug drugemu, šele prek univerzalnega. To so pa izkušnje, ki so za vse ljudi nujno iste. Lahko so tudi enake, lahko so zelo podobne, so pa iste. Izkušnja univerzalnega je ista. In ko ljudje to začutijo, naprimer, ko naredijo kaj takega, o tem obstajajo zapisi. Tudi drugemu rečejo, kako neverjetno nas je to zbližalo. Včasih celo takoj rečejo, ne vem, recimo, prej smo se vrnili k tej ideji o koncentracijskih taboriščih. Obstajajo skrajne izkušnje, ko ljudje nimajo ničesa. Res nimajo ničesa, dobesedno, empirično. Pa zmorajo, recimo, moralno vedenje, zaradi katerega morda prvič v življenju čutijo, prvič, kako zelo vredno je živeti, kako nekaj dobrega je na tem. Tudi, če nima benega cilja, smotra, pomena, bla, 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 ni važno. A veste, tukaj pridejo do izraza razne modrosti, ki jih pobiramo, recimo tudi vzhodnjaške, ampak takega živeti tukaj in sedaj. Ja, kaj za Boga pa to je, če ni moralno vedenje? Živeti tukaj in sedaj. Ne delajmo si prevelikih, ne vem, načrtov za prihodnost, ne ukvarjajmo se preveč s preteklostjo, ki jo ni več. Skušajmo živeti tukaj in sedaj. Da tanko o tem govori Kant. Živeti tukaj in sedaj je v osnovi vezano na naravo nezavedne želje, ki nima nobenega objekta in nobene smeri. Nobenega imperativa ni, kam bi morali iti. Ali pa kaj vse bi bilo treba kupiti, ali pa kaj vse bi bilo treba imeti. Ničesar od tega nima. Edina smer, če lahko to rečemo, ki nam jo določi moralni zakon, je ta. Naredi nekaj dobrega, ne da bi pričakoval kakršnokoli nagrado. In tle ni nobene smeri, to morate priznati, nobene smeri ni, v katero smer naj grem. Moralni zakon vam ne pove, v katero smer naj bi šli. Hedonizem vam pač pripoveduje v to, še več istega. Zelo jasno, kam iti. Nenehno vas priganjajo tudi, kam iti. Zdaj bo, čez par dni, v novem letu vam želimo kaj? Da bi šli vsi tja. Ker če vprašate tiste, ki so ne vem, elito, ali pa če vprašate kapitaliste, za njih je popolnoma jasno, v katero smer je treba iti. Za elite in za kapitalizem je jasno, da bi šli vsi, da bi bilo najbolje, seveda, idealno bi bilo, da bi šli vsi v isto smer, to je pomeni potrošništvo, še več hedonizma, bla, 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 in pa v tisto smer, v kateri je Marx skoval en krasen izraz. In to je smer absolutnega izkoriščanja ljudi.
Za kapitalizem bi bilo to najbolje. Seveda, absolutno se ljudi ne da izkoriščati, ker bi umrli, ne? Se pravi, da se jih izkoriščati samo manj kot absolutno, ne? Ampak če še koga vprašate, ne? V katero smer bi šli, ja v to. Ne? Pa če že ne moramo do konca, pa se probamo vsaj čim bolj približati temu. Ne? Totalno, absolutno izkoriščanje, se pravi, ravno nasprotno od tega, o čemer govori Spinoza. Spinoza živi na začetku kapitalizma, da se razumemo. Spinoza ima radikalno izkušnjo kapitalizma, v najbolj kot tisti začetni, brutalni obliki. On ne govori kar na pamet. On je ena najmočnejših kritikov kapitalizma. Benedictus, Spinoza. Okay? In kaj je ravno obratno? Če poskušate dojeti, kako bi izgledalo, na primer, življenje v občestvu, v tej družbi, v kateri mi živimo, na primer. To je družba, za katero se ravno zdaj tudi, ne, te dni, se nekateri spopadajo, češ, da edino oni vejo, kako se v Sloveniji živi, ali pa kako je pravilno živeti, ali pa kaj je slovenska kultura in tako naprej. Mislim, to so res utrgane ideje. Torej, če bi si poskušali predstavljati tako življenje v občestvu, ki sledi naprimer, iz razmislekov, s kateri smo se danes ukvarjali, ki smo se jih dotaknili, recimo Spinoza razmišljali o etiki, ne? Potem bi gotovo ugotovili vsaj tole. Tako življenje bi pomenilo neprimerno večje, močnejše oblike, ne samo samospoštovanja ljudi, ampak seveda tudi medsebojnega spoštovanja. Ne, če ste se sledili danes v medijih podatek, da je bojda četrtina Slovencev na antidepresivih, pa anksiolitiki. To je podatek, od katerega seveda imajo korporacije gigantske koristi, dobičke. Četrtina Slovencev, 500 000, pa če preštejemo še unico na alkoholu, pa še une, pa na tobaku, pa na vem na katerih drogah, pa na katerih substancah, se človek vpraša, a je sploh kdo, ki ni na čem? Ampak če vprašate spet predstavnike kapitalizma, bi še več istega. Čakajte, da se razumemo, to pomeni še več antidepresivov. Če rabite proizvesti več antidepresivov, rabite več depresivnih ljudi. Ne? Če hočete proizvesti več anksiolitikov, rabite več živčnih ljudi, ne, ki so na robu, da jim je en anksiolitik, da se malo pomirimo. Če začnete razmišljati, v katero smer naj bi šli, pridete do zelo tako, norih odgovorov. A v to smer naj bi šli, se pravi, še več tega. Ja, ne, ker ljudje niso depresivni, ker padli z neba. Nekaj jih je naredilo depresivne. In ljudje ne rabijo alkohola, glih zato, ker glih nimajo kaj drugega za piti. Se pravi, nekaj dela alkoholike oziroma odvisnike in tako dalje. Kaj pa jih lahko dela take? Ja, okolje, v katerem živimo. Kaj pa je drugo, recimo, za drug izraz, ali pa izraz, no, ki ga lahko uporabimo, če recimo govorimo o depresivnih ljudih, ali pa, ne vem, so anksiozni, tesnobni, paranoidni in tako dalje. Ena od, naprimer, značilnosti, rečemo temu značilnost. Ena od značilnosti je gotovo ta, ne bi smeli psihologizirati, temu se moramo izogniti, ne? Ampak dajmo malo psihologije zelo oklepaj. Veste kaj? Je gotovo značilnost takega življenja, se pravi na antidepresivih, anksiolitikih, alkoholu, bla, bla, bla. Tako rekoč, ali zelo majhno samospoštovanje, ali pa sploh odsotno samospoštovanje.
Ne mislim nujno na psihološke ideje, kaj to pomeni. Mislim širše, rekel bolj v nekem eksistencialnem smislu, bolj v smislu recimo, kot razmišljamo ob Kantovih predavanjih oziroma Spinozovi etiki. Izrazito nizko stopnje samospoštovanja. In seveda tudi spremlja to nizko stopnjo samospoštovanja, nizka stopnja medsebojnega spoštovanja. Ljudje, ki sami sebe malo spoštujejo, zelo težko spoštujejo druge. Se zelo težko spoštljivo obnašajo do drugih. Se pravi, smer, v katero naj bi šli, nas k temu priganja kapitalizem vsak dan, je pravzaprav, totalno izkoriščanje ljudi. Totalno izkoriščanje ljudi, ki nimajo nobenega samospoštovanja več, ker samo taki ljudje se pač tako ali drugače pustijo izkoriščati in pristajajo pač na dane razmere in rečejo, v ono smer bi šli, ok, bomo šli tako, pohlevno. In da ne bi zdaj vse skupaj izpadlo, ker včasih se to zgodi, pride do nesporazumov, namreč, zakaj to ljudje počnejo? Spinoza ponuja izvrsten odgovor, zakaj to počnejo. Veste, za vsemi temi oblikami odvisnosti ni zdaj neka nemoč volje, ljudje nimajo dovolj volje. Ne, gre za nekaj bolj groznega. Za vsemi temi oblikami, vse te oblike manipuliranja in izkoriščanja omogoča, a veste kaj, natanko to, kar se dogaja in po čemer je kapitalizem svetovni prvak, namreč da ponuja ljudem nenehno objekte za zadovoljevanje njihovih želja. Manipulacija nikoli ne poteka zgolj tako, da pač neki ljudje se dogovorijo, kako bodo manipulirali, naprimer z idejami ali pa prek propagande. Ne! Manipuliranje je v osnovi zavezano temu, kar imenuje Spinoza affectus, in to so strasti. Na potrošništvo, najbrž o tem ni treba prav posebej govoriti, so vezane strašne, močne strasti. Ljudje so, ko so potrošniki, so passionate, so strastni potrošniki. Ko poteka propaganda deluje prek strasti za Boga. Vi ne morate nikomur prodati, kupite ta avto zato, ker je žblja. Ne, vi mu morate pritakniti zraven strast, oziroma objekt, na katerega se lahko strast prepopa. Če se boste peljali s tem avtomobilom, bo to izkušnja vašega življenja. What the fuck, mislim, sam peljem se z enega konca na drugega. Kakšna izkušnja življenja? Ampak to vam prodajo, mislim, ne samo da vam prodajo, to kupite. Vi kupite strast, emocije in se seveda tega tudi močno držite. Spravi, manipuliranje, izkoriščanje ljudi omogoča nekaj, kar je spet paradoksno in je pravzaprav pošastno. Ljudje, ko so manipulirani, so strastno manipulirani. Čeprav se čudno sliši, ljudje strastno želijo še več istega. To lahko opazujete tudi ljudi, ki imajo zelo malo, recimo, ki imajo malo denarja, ki živijo res mizerno življenje. Imajo, ali pa vsaj skušajo dobiti vsaj kakšne gadgete, vsaj kakšne objekte, da bodo izpadli kot nekaj drugega. Zato vsi ljudje vrtijo po rokah te zadeve. Vse so čist koristne, ampak vse jasno. V tej smeri, v kateri kapitalizem želi, da gremo, so pravzaprav tako rekoč vse stvari uporabne in koristne in smiselne. Vse se tako naredi. Objekte, ki ne zadovoljijo naše želje, kapitalizem zelo spretno zapakira tako, da mi zlahka pripnemo nanje strasti, ne stežka. Zato se nam zdi življenje čisto spontano, tudi če je mizerno, se nam zdi, da je še kar v redu, da je še kar fajn. In seveda, da to se avtomatično veže želja ali pa upanje, spet smo v tem času, ko bomo upali, da bo drug let, bo pa siguren kaj boljš. In seveda tako v slabo neskončno. A to pomeni, da moramo nehati? Ja. Okay. Ja, ne, ljudje odhajajo. Ne, jaz sem se nič tazga hodil, hudega hodil sam. Po moje je to znamenje, da je to kura, da je treba nehati.
A je? Je, rekla, da je. je. Ura bi morala biti za vse ista. Ne, zdaj bo čez par sekund, bo 1 uro Čez pa par pol. sekund. Sam še ta stav, da ga dokončam, sem prej rekel, da ima Svetem Pavlu še nekaj rekel. Torej, kaj Sveti Pavel ve in doživlja iz dneva v dan, ko hodi po svetu in piše pisma in nagovarja ljudi, naj resno razmišljajo o Jezusu Kristusu. Naj resno razmišljajo. Ne, hedonisti, že hvala Bogu, da je umrl za naše grehe, bla, bla, bla. To je žbira, to ni nič. Da se zanima, resno razmišljajo o tem. Kaj je resno razmišljanje? Resno razmišljanje je v bistvu tole. Sveti Pavel ve, da univerzalno vselej deluje med ljudmi, natanko v tistem smislu, ki ga kasneje parafrazira Kant. A veste, kaj reče Kant svojim študentom? To je noro, to je neverjetno dobro. Reče, če boste poskušali, vsaj poskušali, Kant nima, ne vem, kako grozovitih pričakovanj, kaj vse bodo ljudje naredili. Ne, on ima skromna pričakovanja. Ampak če boste, vsaj poskušali razmišljati, boste videli, boste ugotovili, kako vas pravzaprav neka sila, on imenuje seveda kategorični imperativ, zakon, moralni zakon, kako vas ta sila pravzaprav ves čas drži v svoji pesti natanko na tale način. Recimo, da bi se človek obrnil k Bogu. Nekateri ljudje se obračajo k Bogu, naprimer vsak dan. Super! Jaz se nič proti temu. Sprotno. Morda bi bilo sam dobro razmisliti, kako se obračajo. Kako se ljudje praviloma obračajo k Bogu? Praviloma se obračajo tako, da od njega pričakuje, da bo kakšna želja izpolnil. Jaz bom molil, ti pa nekaj naredi, da bo se moja želja uresničila. To je pogosto. Kant predlaga pa čist nekaj drugega in to je radikalno. Pravi takole, premislite tole idejo. Obračam se k Bogu in mu rečem, moja vsakdanja molitev bi to lahko bila. Moja vsakdanja molitev, pravi Kant, je tale. O Bog, daj mi, pazite zdaj, to je noro, to je res dobro. Daj mi, seveda ga personificira, to sicer ni v redu, ampak nimamo boljšega zdajle prerok. Sploh vam pa jeste alibi, ker citiram Kanta. To je on rekel. Tako da njega, dajte. Ampak če že, sej poanta bo popolnoma jasna. O Bog, daj mi najboljše, pa če jaz prosim ali ne, za to. To je vsakdanja molitev. To je prava preizkušnja. Daj mi najboljše, tudi če jaz za to ne prosim, tudi če tega nisem želel, tudi če se mi najprej zdi, da jaz tega ne zmorem, da je to prezahtevno, da je to prevelika preizkušnja zame. Ne. Moja molitev je, daj mi to, ne glede na to, kaj bi jaz želel, kaj bi rad, kaj bi mi pasalo, kaj bi moje ugodje, moje lenobo podpiralo. Daj mi najboljše. Oziroma, daj mi tisto, kar je dobro samo po sebi, kajti Bog lahko želi samo tisto, kar je dobro samo po sebi. Torej, moja vsakdanja molitev, Bog, daj mi tisto kot preizkušnjo, kot breme, kot whatever, kar je dobro samo po sebi. In zakaj to želi? Zakaj je ta molitev dobra? Zato, ker tako nujno napreduje. Hedonizem v bistvu samo uspava. Zaradi hedonizma še noben človek ni napredoval nikamor. Zaradi te molitve pa človek napreduje. Zakaj? Zato, ker v istem obzorju, v isti perspektivi te molitve lahko rečemo še tole, da se obračamo na Boga kot na nekaj, kar je dobro samo po sebi. In seveda zaradi tega, zaradi takšnega odnosa do njega, napredujemo oziroma se spreminjamo tudi sami tako, da se približujemo temu, kar je dobro samo po sebi. Zato skozi to molitev, skozi način, kako se recimo nam ta molitev vrača,
ne pričakujemo za svoje vedenje, za svoje delovanje nobene nagrade, ker je ne rabimo, ker je naše vedenje že dobro samo po sebi. Nobena nagrada ne more odtehtati tega, kar je dobro samo po sebi. Zdaj moramo pa res nekaj. Torej, želimo mi vse dobro.